To je veliko več kot le nočna mora za javno podobo. Mislim, če bi bil jaz predsednik vlade, bi odpustil. Ben-Gvirja na mestu, moral bi vzeti besede predsednika Trumpa in reči: odpuščen si. Škoda, ki jo povzroča državi Izrael, je neverjetna, je ogromna. Govorim seveda o Ben-Gvirju, ministru Ben-Gvirju. In posebej v Evropi, mislim, da sta dve državi, ki sta res, ne bi rekel, da branita, ampak skrbita, da Izrael ni. Da ni glasov proti Izraelu, ker imata večino glasov, to sta Nemčija in Italija. In to povzroča veliko škodo v odnosih med Izraelom in Italijo. In vse to je zaradi predizborov in vse to zaradi volitev. To je volilna kampanja, to je TikTok kampanja, to je grozno. In res je, in tukaj priznam napako, gospod Dan, to ni vprašanje videza, to je vprašanje politike. Morda pa izraelski voditelji niso dovolj premišljeni ali pa sploh niso premišljeni. Dejstvo je, da vse, kar naredijo ali rečejo, se pošilja povsod. Moral bi vedeti. Jaz sem minister. Ne, mislim, da Ben-Gvir to zelo dobro razume. Mislim, da je to tisto, kar je rekel Jaki. Osredotočen je na to, ali bo njegova stranka na naslednjih volitvah dobila recimo 8 ali 9 sedežev. In poskuša prepričati volivce, ki se odločajo med njegovo stranko in stranko Likud. Mimogrede, tudi stranka Likud ima od tega politično korist. Jonatan Netanjahu se pojavlja kot državotvorni zunanji minister, Netanjahu pa je prav tako nekdo, ki je odgovoren in bi lahko pomagal prepričati sredinske volivce, ki se odločajo med Likudom in strankami, kot so tiste Benija Ganca ali celo Naftalija Beneta. Tako politično pridobita obe strani, a seveda je poraženka država Izrael. Mimogrede, prav v zadnjih nekaj minutah se je paradi tujih uradnikov pridružil nihče drug kot ameriški veleposlanik Mike Huckabee. Je velik prijatelj države Izrael. Nihče ne more dvomiti v njegove desničarsko verodostojnost. Mimogrede, rekel je, da je bil ta Ben-Gvirjev podvig neumen in da je Ben-Gvir izdal dostojanstvo naroda. Medtem ko je bila flotila, oprostite, neumna poteza. Tako je, Mike Huckabee dodal svoje ime na tisti dolg, vse daljši seznam evropskih držav, ki so proti temu. Prepolitična predstava, ki se, žal za Izrael, odvija tudi na diplomatskem področju. Da. In vendar, če poskušamo to vzeti, incident kot, ali obstaja način, da zmagamo, če tako rečem, v takšnih situacijah, ali gre bolj za to, da zmanjšamo škodo in sploh ne poskušamo maksimirati koristi? Če govorimo o flotili, ki je prava provokacija proti Izraelu in ne počne nič drugega kot izziva. Veste, vse je bilo narejeno zelo prefinjeno. Enote IDF so to izvedle na zelo diskreten način. Uspelo jim je to narediti brez velike medijske pozornosti. Vse je bilo narejeno na zelo prefinjen način. In nenadoma pride Ben-Gvir in povzroči toliko škode v svetu. In imaš prav, mislim, da so kraji, kjer se nič ne spremeni. Mislim, vedno so kritiki Izraela, ampak obstajajo kraji, kjer je včasih zmaga ali poraz odvisna prav zaradi teh vprašanj. In ko se to zgodi, še okrepi napačno podobo, ki jo ima Izrael v svetu. Zato se moramo ves čas boriti za svojo podobo. In to povzroči ogromno škodo, ki bi jo bilo zelo težko popraviti. Kljub temu pa dejstvo, da sta Gidon Sar še posebej, pa tudi Benjamin Netanjahu in mimogrede Jehije Leiter, izraelski veleposlanik v Združenih državah, tako hitro, neposredno in odločno povedala, da to ni v našem imenu, resnično nekaj pomeni. Mimogrede, nemški veleposlanik v Izraelu je to omenil in povedal, kako vesel je bil. Mimogrede, tudi Mike Huckabee je v svojem tweetu to izpostavil in poudaril, kako pomembno je bilo, da so izraelski uradniki tako hitro in odločno nastopili proti temu. In to zagotovo pomaga vsaj omejiti škodo, če že ne pokazati svetu bolj zapleteno plat izraelskega odločanja in izraelske politike.